Ja, lep pozdrav, dobrodošli v naši družbi, tisti, ki nas boste spremljali nadaljavo in vsi zbrani v Kranjski knjižnici. Zbrali smo se zato, da predstavimo knjigo Do cilja in naprej in še posebej zato, da spoznamo glavno junakinjo te knjige, sicer tudi pisateljico, tako. Pisec pa je tudi Jure Aleksič. Malce smo upali, da bo danes v naši družbi, ampak je žal zadržan. Bomo pa poklepetali z Brigito Langerholz, sicer super žensko, mamo, terapevtko, mentorico mentalnih in dihalnih tehnik, vrhunsko atletinjo, Bloudkovo nagrajenko, raziskovalko in še in še. Brigita, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, lep pozdrav vsem. Pa hvala res za udeležbo, ker imam občutek vedno, ko predstavljam knjigo, res toliko enih informacij povem, da marsikšemu res veliko stvari odpre, ker sem šla sama čez enih toliko transformacij. Tudi vem, da marsikdo med vami šel, ampak še dodatno znanje, jaz rečem, nikoli ne škodi, ne. Ja, ker se z Brigito poznava, spremljala sem njene nastope kot vrhunske atletinje, si bom dovolila, da se bova danes stikali, velja, Brigita. Skratka, ja, dolga leta sem bila športna novinarka, spremljala sem Brigitino kariero ob strani, ampak marsikaj, kar je zapisano v tej knjigi, pa tudi sama nisem vedela in prepričana sem, da tudi marsikdo drug ne, marsikaj je razkrito v tej knjigi. Pa morda, Brigita, za začetek, zakaj pravzaprav takšen naslov, Do cilja in naprej? Ja, ta naslov nisva midva z Juretom iznašla, čeprav jaz sem zelo tuhtala v naslovu. Jaz sem vedno razmišljala, naslov je zelo pomemben, ampak zdaj vem, da vsebina je pomembnejša kot naslov. V bistvu ga je dala Tadeja Zupan, pač urednica knjige, ki me je tudi povabila k projektu nastajanja te knjige. Ona je rekla, ti imaš toliko enih ciljev, si imela v življenju in vedno si šla do cilja, se malo ustavila, zadihala in potem si najdla že novega. No, danes res toliko ogromno ciljev nimam več, ker se res učim upočasnjevati. To je moj naslednjih 40 ali pa 50 let, kolikor pač bom živela, ne. Upočasnjevanje mi je zdaj tako res, kako se tega lotiti skozi bolj, ne. To je to. Skratka, etapni cilji, vsako življenje ima lahko več ciljev, v vsakem življenju je več ciljev, etapnih ciljev, tisti končni pa je morda še tudi nepoznan. Sproti spoznavamo, kaj nas zanima v življenju in česa vsega se bomo lotevali. Točno, ja. To bi res vsakmu tudi predstavila, da v bistvu res vsako obdobje ali pa 10-letno obdobje se ti zelo zamenjajo vrednote, cilji, prepričanja in v skladu s tem potem nastaviš svoje cilje, ne. Jaz tudi stvari, ki sem jih zapisala v dnevnike, sem cel življenje pišem dnevnike, vsaj 50% stvari je čisto drugih, kar sem si mislila, da bom počela. Ampak če razmislim, sem to na nek način v otroštvu si že želela, ne, da mogoče sem malo obrnila, ne, zdaj to. Ja, življenje te na nek način res pripelje tja, kamor sodiš, ne? Ja, točno to. Jaz rečem, kjer je tvoja dušna pot, potem moraš biti pa majčkeno drzen tudi, ne, pa včasih skočiti na glavo in plavati, no. To je kar ena taka rdeča nit tudi knjige te. Ja, sicer se ne premakneš, ne, če ne skočiš, si na istem mestu, obstaneš in potem si morda lahko tudi nesrečen in to ne vodi nikamor, ne. Točno to, ja. Tudi ne moreš recimo doma sedeti, jaz rečem, razmišljati o ciljih, vizualizirati, ker nič ne bo pomagalo, ne. Ja. Brigita, nikdar oziroma v otroštvu si verjetno nisi predstavljala, da boš kdaj na olimpijskih igrah. Tudi to zgodbo o tvojih boleznih smo izvedeli po tvoji že končani športni karieri. Ja, to je res. To je bila ena taka moja zamolčana skrivnost, ki sem jo sploh ne predelovala. Preprosto sem jo potlačila nekje v moj celični spomin, tam je ostala. Prvič zaradi tega, ker sploh nisem vedela, kaj se je dogajalo, ker mi mama nikoli ni natančno povedala, pač izgleda je bila to tudi za njo bolečina, da ni bil čas, da se razkrije. Drugo je pa bilo to, da
jaz se tudi sploh ne bi šla raziskovati, če ne bi nekega dne se mi začele pojavljati nočne more. In to so bile nočne more, ko sem se zbudila zjutraj in tako občutek, da si edini na zemlji, da ni ne živali, ne žive duše in da si osamljen, totalno edini človek, ki živiš. Res, res neugoden občutek. In to se mi je ponavljalo in sem iskala odgovore. Pri meni je res ena taka super lastnost, ki sem prepričana, da marsikdo ima tudi, ko rabiš učitelja, se pojavi, ne? In pri meni so v bistvu prišli v obliki, ko ne rečem, raziskovanja, mislim, vse živo sem se že lotila, eno je bilo tudi raziskovanja maternice in vse. In ko smo tam delali vaje, so se meni začeli tvoriti spomini, ne? Jaz sem, mislim, včasih bilo to zelo težko reči, jaz sem dost jasnočutna, na nek način tudi skozi bolj jasnovidna, kar smo vsi, ampak zdaj se ostalim še odpirajo te čutenja in darovi, ne, zaznave. Ampak dokler nisem počistila s temi težkimi bolečinami iz otroštva, iz bolnišnic, se ni odprl ta kanal. Preprosto se ni, ker sem potlačila s to bolečino. In tudi v športu, tretji razlog, ne moreš povedati, da si ranljiv, ker to bi tekmice izrabljene, ali pa da tiste pumpice sem velik del nosila s sabo, ne, ki so koste kortidi, že tako so težili. Veliko trenerjev, ti imaš to navidezno astmo, jaz pa 2 debela fascikla, ki noben ne vedel za njih diagnozne v moji rodni Škofji Loki. Tako da ja, šele po koncu kariere sem se lotila tega projekta in je bil dosti boleč za mene. Res sem dolgo kopala potem, soočila mojo mamo, šla v regresije, holotropno dihanje, povsod so se iste zgodbe kazali. Res so bile zelo čudne stvari, ki so se dogajale v tistih bolnicah, kjer nisem bila sam jaz, ampak veliko dojenčkov in skozi iste zgodbe se pojavljajo. Tako da jaz veliko o tem govorim na mojemu Facebooku, mislim mojemu pač na YouTube ne uspem usedevati. Lahko pogledate, zdaj sem imela par zgodb, ki se spet enako pojavili. Zakaj? Zato, ker s tem odpiram ostale ljudi, da svoje težke zgodbe pogledajo, ker s tem bomo šli kot družba bistveno lažje naprej, no, kot zdaj. Ja, ampak težko je verjeti, doumeti, da si z vso to težko prtljago iz otroštva prišla tako blizu olimpijskemu zmagovalnemu odru, kot vrhunska športnica. Kako ti je to uspelo? Marjan, ki je napisal, Gorevc Marjan, ki je z mano to delal zelo močno 1 leto, je napisal, usojeno je bilo, da pride do olimpijskih iger, ne. Zdaj bom povedala še nekaj, kar je zelo zanimivo. Polona se bo spomnila tukaj, ne. Meni je 1 leto prej vedeževalka rekla, da bom jaz točno 4. na olimpijskih igrah. In jaz tako, kaj? Še zapisala sem v dnevnik in v bistvu s prijateljico so se obe smejale. In jaz sem ta dnevnik odprla, mogoče 2 leti po olimpijskih. Mene je šok zadev, sem rekla, kako prvič, ko sem jaz delala pri vedeževalki in kako je lahko napovedala, da bom 4., to mi še danes ni jasen. Vse karte so kazale, da niti prišla ne bom do olimpijskih. Jaz mislim, da delno si kot duša izbereš pot, potem je pa tukaj res veliko dela. Jaz bi lahko 100-krat nehala s športom, ne samo zaradi bolezni, zaradi nepomoči, pač pri meni starši niso vlagali v moj šport, vse kar sem sama mogla zaslužiti, ne. Sponzorji so mi izredno pomagali, še danes sem jih hvaležna, potem služba na Ministrstvu za obrambo, recimo, kar imamo možnost športniki, delno zveze, ampak večinoma sem se z njimi bockala. Ampak res veliko je bilo pa notranjega tega nastavljanja skozi višji in višji cilj, ne. Tako da nekega dne sem se rekla, probajmo olimpijske igre in trener me je podprl, ne. Ja, trener, ki je pomembna figura v vašem življenju, Vuk, ki je na nek način zaznamoval tvoje življenje, ne? Že kot športnica in potem tudi kasneje po svoji smrti. Ja, res je. Vuk je bil en tak velik mentor. Jaz danes rečem tem ljudem, da je mistik bil. V bistvu je človek pred časom. On nam je delal alge za pit, kloreja alge leta 95. Kdo je to pil? Mislim, res ne vem, če je kakšen. Potem delal smutije, ki sploh še niso bili popularni, ne. Res smo jedli vrhunsko hrano pri njemu, mislim, kar sem jaz doma jedla, bi lahko rekla menza hrana proti tem, kar je on kuhal, ker je toliko stvari prebral in je vedel, kako tole podpreti. In jaz sem res, pa ne sem jaz, vse varovanke v Triglavu, Kranj, smo res vzcvetele pod njegovim vodstvom.
On je delal iz, tako kot Jure lepo opisal te besede, obožujem njegove, iz bolehnih deklic ali pa unih pozabljenih vrabčkov, ki jih noben ne bo vzel na trening, ne, so bile tudi nekatere del olimpike. Mislim, tako rečeš, iz nič, v bistvu iz negative te da na olimpiko, ne. Mislim, te prepele. En redkih trenerjev, ki te iz nič ustvarjeno, večino drugih so imeli že narejene športnice, športnike in so jih popeljali na olimpijske igre. Potem je imel izredno dober avtogeni trening, ki je vse nas učil, ampak po mojem sem jaz edina to delala, ker mi je pomagal pri teh dihalnih stiskah, ne. Bil je odličen pri pogovorih. Mislim, v mladosti vedno rabeš enega, da se pogovarjaš, včasih te nekdo zraven razume, prijateljica, trener bo pa športni del te razumel bolj, ne. Tukaj imaš ogromno čustvene stvari, ki se nalagajo na vlake in to je res treba, jaz rečem po domače rečem, pošiftati, ne, ker drugače gre na organe in v bolezen, pač tako se nabira, ne. Ja, in v teh časih ne, večkrat vidimo, kako nekega vrhunskega športnika podpira cel panožni tim, ne. V tvojem primeru je bila to ena oseba. Ja, na začetku res ena, pri meni in tudi pri ostalih. V bistvu sem bila jaz oseba, kako ne rečem, ker noben ni neki verjel vanjo, kar se tiče športa, ne. Verjela sem jaz in moj trener, no. To je bilo vse na začetku. Dokler nisem zmagala na EOD-u, to so European Youth Olympic Games, in potem kar naenkrat množica ljudi okrog tebe, ne, ker se nisem znala s tem soočati. In to tudi opisujem v knjigi, ja, ta preskok, ko sem vizualizirala določen cilj, se je uresničil tako včasih še v polovici časa, kot sem vizualizirala prej, ne, in sem rekla, wow, koliko to uspeva, ne, ampak ker sem toliko delala za to, ne. Vsakemu rečem, karkoli boste sanjali, manifestirali, prvo je, a je to tvoja pot sploh? Jaz bi rekla 100-krat, da ni, ne, že zaradi diagnoz. Sem imela recimo astmo, potem kasneje aritmija srčna se je razvila, imela sem VPV sindrom, alergije v osnovni šoli dosti, zelo me je srbelo teh zdravil, cela koža, ne. Ampak takrat se s tem ni noben obremenjeval, ne, da bi kaj razmišljali, dajmo ta mikrobiom pogledati, črevesje, preveč antibiotikov sem imela, boljšo hrano rabiš. Ne, dajo te pač na zdravila, ne, tako je delovalo. In vse to v bistvu je meni dal šport, da sem začela zapirati vse te diagnoze. Dobro, še danes mislim, da je tale VPV sindrom ratal zaradi stresa, kasneje v vrhunski karieri se je pojavil, ampak potem sem mamo spraševala, rekla, le Brigita, saj itak sem imela v kartoteki napisan tudi šum na srcu, lahko da je tega, ne. Če je pospešen utrip srca, ne. Ja, pospešen, čeprav jaz ne verjamem, da je bilo tega, tudi stresa, ne. Ja, ampak zadnja 3 leta kariere pa brez zdravil, ne. Ja, čist, Kako? noro. Mene so ta zdravila začela izredno motiti. Prvič zaradi okolice, ki je vedno malo tako cinično sugerirala, ja, blagor tebi, ko imaš astmo, ne, to verjetno izrabljaš. Drugič, ljudje se niso zavedali, da imaš ti ogromno stranskih učinkov, ko jemlješ kortikosteroide, ne. To ni v redu za telo. Vrhunski šport že tako je napor, kaj šele dodatne tablete. Jaz se nisem počutila v telesu v redu, ne znam razložiti. In ko sem hodila na te preglede na Golnik, sem rekla, da jih ne jemljem več, ne Symbicort, ne Pulmicort, nič. In je bil ta zelo jezen, tam glavni, mislim, da je bil celo direktor, ki me je pregledoval, pulmolog. In je rekel, a ti veš, da prvo, kar bi mogla se znebiti tvojega perzijskega mačka, ker bi bistveno hitreje tekla, ne, ker si alergična na mačjo dlako in konjsko in ne vem kva še vse. Saj, ni šans, jaz ne bom fentala živali zato, da bom jaz mogoče tretja na olimpijskih igrah. In tukaj smo potem končali, so videli, da ne morajo pač vplivati name. Trener je rekel, lej, naredi kar češ, itak. S prehrano se da marsikaj narediti. Jaz sem imela v ekipi tudi dr. Nado Kozjek, ki je res ogromno delala, ne samo na moje prehrani, tudi veslača je imela oba najboljša. Tako da sem bila podprta s te strani, ne. Ni bilo to, da sem se nekaj na pamet lotevala. In ko sem se odločila dosti je, sem bila na zadnjih, v bistvu, ja, 3 leta brez zdravil, no, čist. Ja, odločitve so pomembne, ne, v življenju, če se nekaj odločiš, tako kot si se ti, si to ponavadi izpeljala do konca. Ena takih odločitev je bila tudi, da boš imela odlične ocene na ameriški univerzi, kjer si bila prav tako nagrajena, ne. Ja. Tudi zmagovalka NCAA-ja, tudi zmagovalka svetovnih
svetovnega vojaškega prvenstva. Skratka, odlični uspehi in vsi na podlagi tvojih odločitev in vizualizacije, da Vse. vse dane. Čisto vse. Meni so bili vedno vsaki cilji tako izzivne. Sploh če je človek rekel, to je nemogoče, Brigita, da boš dosegla. Ne samo ti, ampak tudi ostale nemogoče. Ne? In pa sem jaz tako res, jaz sem bila tako zelo, ko se reče, napisala sem na list, kaj je možno, kaj ni možno, koliko mi bo to koštalo v času ali pa v delu. Ne? In pa če sem rekla, vredno je, sem začela vizualizirati. Pač kako vizualizirati, malo opisujem v knjigi, v drugi knjigi recimo prepričljive zamisli, malo več opisan, kar je tudi metoda učnih Jose Silva, zdaj eno od stvari, ki delam. Preprosto, meni res je bilo skoraj, mislim, redko, da mi je kakšen cilj nemogočno, res redko. Ali pa nekje na sredo ugotovim, to ni moja pot, pa neham. Res mi je bilo takrat pomembno nabiranje odličij, medalj, danes mi sploh ni pomembno, res ne, ker imam čist druge vrednote, ki sem jih mogla nastaviti v moji depresiji, ki se je tudi zgodila po športu. Ko je bilo GPA 4,0 pomemben, sem rekla, bom to dosegla. To je bilo drugi letnik moj, sem celo leta imela top ocene. Ko je bilo najtežje doseči the most outstanding award, recimo od vseh športnikov, da si ti najboljša športnica na univerzi, ki so res bili dobri športniki, to je ameriški fuzbal, vse živo, ki je v bistvu danes tudi ena bolj prestižnih univerz, to je bila University of Southern California v Los Angelesu, sem dosegla to v 3 letih, kar sem si zadala, točno 3 leta, Pa v bistvu bilo tako, na koncu sva 2 dobile, ker se nisem mogla odločiti. Lahko jo jaz ne bi, ker ponovadi so vedno devali šprinterjem. Ampak zgleda mi je bilo res namenjeno, ker sem tudi toliko za to delala. In potem dostikrat sem se vprašala, kaj pa če ne bi dobila. Ne, ogromno izkušenj sem imela potem za naprej, za druge cilje. Tako da jaz se nisem sekirala, če kakšne manjše nagrade recimo nisem dobila. Ampak večino sem, ne znam opisati. To je bilo meni tako lahkotno se s tem ukvarjati. Ja, šport veliko da, veliko pa tudi vzame. Kako danes gledaš na svojo pot vrhunske športnice? Bi šla še enkrat skozi vse to? Vrhunske športnice ne vem, verjetno bi šla čez kakšen ples, ki me je zelo vlekel tudi v mladosti, ampak nikoli nisem pa razvijala to, ni bilo časa, pač včasno kakšni tečaji. Ne vem, ampak ni mi pa žal za to pot, sigurno. Ne znam pa odgovoriti, da bi jo prihodila še enkrat. Veliko je bilo enih takih, ko ne rečem. Pasti tudi, ne? Ja, ogromno takih, bi rekel, kamnov spotike in vse, Šport mi je veliko dal, kar se tiče marljivosti, vztrajnosti, kar jo danes rabimo v tem svetu vsi, Potem, da res, da si naliješ čistega vina, mi rečemo, če ti nekaj ne uspe, pač počivaš, odnehaš za nekaj časa, ne rineš skozi glavo, skozi zid, kar je nemogoče v športu, sploh če si poškodovan. Vzemu je pa res tisto, o čemer je tudi Tina Maze pisala, se pravi, ti, da si res dober, vrhunski in da zmaguješ, rabiš potlačiti svojo žensko naravo in to res potlačiti. Jaz se tega sploh nisem zavedala do 3 leta po moji karieri, da je to me košta, lahko bi me koštalo tudi zakona, dobesedno. Materinstvo, jaz sem bila res čudna mama, kar tudi opisujem prve 2 leti v knjigi, sem res adijo pamet. Preprosto sem skopirala določene družinske vzorce in potem sem jih mogla nastavljati moje nove lastne. Veliko ti vzame, veliko ti pa tudi da. Meni je bilo najlepši del športa potovanja in ljudi, ki sem jih spoznavala in različne kulture. In res sem gledala na te kulture, kako oni živijo. Jaz nisem bila tip človeka, ki bi bila zaprta v hotelih in potem tam not čepela cel dan, kar so nekateri delali, ampak sem v bistvu šla ven v muzeje, šla na tržnice se pogovarjati z ljudmi. Meni je bilo to en tak joy, mislim, res veselje. In ogromno sem se naučila v ljudeh. Mogoče tudi zato zdaj te poklice upravljam, ki jih z veseljem. Videla sem tudi, da svet bistveno drugače deluje na drugih kontinentih kot pri nas. Res mi je dal to širino, in danes rečem, lahko me da sred puščave, pa bom nekako prišla ven, te osnove znam, so me naučili v vojski. In, Alaska malo težji, ampak bi se potrudila, da tudi tam ven pridem. Tako da ja, mi je dal te orodja. Ja, eno zanimivo dogodivščino
oziroma pravzaprav doživljaj opisujete tudi v knjigi Vojaške igre v Indiji, kjer si napisala, da si prvič in edinkrat doživela ta organizacijski šovinizem, ne? Čisti. To ne moreš verjeti, dokler nisem. Moški športniki so bili nastanjeni v hotelu, ženske pa v kasarni, ne? To je res, to moraš doživeti. V bistvu sej smešen, ko gledaš, ampak takrat ni bilo smešno, ker si mogel zmagati. Če niso pogoji v redu, pa vodak, ne veš, a je okužena ali ne, pol ne veš, če bo zmagal. To je to. Ja, bilo je ful zanimivo. Šli smo po moji karieri 2007, ki je bil res drugi vrh. Tekla sem ta osebni rekord spet po ne vem kolikih letih, 8 oziroma 7. In Indija je bila ena taka moja, ki sem jo že velikokrat brala iz knjig, Indija Koromandija, nisem vedela, kaj pričakovati. V bistvu takrat sem ji tudi pridružil mož in je živel v Indiji, ne, jaz sem bila na začetku, pol tretji teden sem se navadila, ne, na vse tiste abstraktne načine bivanja tam, ne, res noro Indija. Zdaj mi je všeč Indija. In v bistvu nastanili so nas v kasarni, kjer so vozili vodo s cisternem, ki jih imamo mi za gnoj v bistvu. Vse verjetno je to za njih normalno, jaz ne vem. Ampak res nismo vedeli, ali ta voda v redu ali ne, in smo jo začeli kupovati v steklenicah, kar je bilo spet težko najti, ker imajo v nekih plastičnih zadevah. Fantje so pa nastanili v hotel, ki je imel recimo 6 štukov zgrajenih, pol je bilo pa gor golo ogrodje, ne, in se rečeš, kva je to. Ampak nič, mi smo bile nastanjene z Rusinjami, ki so vsako noč pile vodko in preprosto to ni šlo z našim načinom bivanja, sploh Slovenke, smo zelo take striktne do sebe. Tako da, v športu, tako da jaz sem spol še z enim parimi rekla, škaj, zdaj pa dovolj. Zdaj bomo pa zamenjali bivališča in smo šli v akcijo in nekje v 2-3 dneh smo jih potem dobili. Ostali smo pa dol 3 tedne, tako smo se mogli potruditi. In potem smo šli na tekmovanje, so spet imeli druge zahteve za ženske kot moške, nam niso dovolili piti vode, pa vročina na 30 stopinj. Tako da tam sem pa jaz res solo znorela in se rekla, zdaj pa dovolj. Ali nehamo vsi tekmovati, ker sem tudi druge nagovorila, nehajte, ne bomo šle v areno, ali pa nam dajte vodo nazaj. To pa je kršenje človekovih pravic. Pa so se spet podebatirali in so dali vodo nazaj. Ja, skratka, ustrajale ste vse skupaj in uspele, ne? Ja. Da ste prišle vse do vode. Ja. Do uspehov pa tako ali tako, ne? Pa smo bili vse dobre. Ja. Brigita, če primerjava športno javnost v Sloveniji pa drugod po svetu, je razlika? Ja, kar ja. Slovenska je zelo zahtevna. Ja, o tem sem tudi se razpisala v knjigi. Mi res, v bistvu je bilo eno drugo poglavje, ki so ga pol umaknila. Mi res smo zelo, ko se reče, trdi do tistega, ki ne izvaja več samih prvih mest, bi rekli. Sprav, če se enkrat 4., 5. si že za nič. Ampak ljudje se res ne zavedajo, govorim za tiste, ki niso bili nikoli v vrhunskem športu, koliko je tukaj truda. Sprav, včasih si ti najboljši v karieri, pa so tudi ostali konkurentke najboljši v karieri. In tukaj zdaj 100 sekunde mogoče, da boš ti 3., 4. ali pa 5. ne. Jaz tudi na svetovnem je Mutoli počela mišica zadnja in sem bila za to mesto višje, drugače bi ona vzela mesto, ker je bila to prekaljena bolj od mene, ne, recimo. To so stvari, ki sem jih jaz čez leta opazila. Ne odpustimo rezultatov, ki so slabši, kot kar si prej. Ne. V bistvu kot nek čustveni fiks more biti to, drugače te pokopljamo. Ne. Tudi opažam, kar je, zdaj nisem sigurna, je Slovenija edina država, vem pa, da moje kolegice, ki so bile Belgijke, Američanke, to se tam ne dogaja. Ko ti zaključiš kariero, ne obstajaš več, res ne obstajaš na kakršnemkoli nivoju, se pravi, znajdi se po svoje. Nam so sreč takrat delno pomagali na Olimpijskem komiteju, mislim, meni šele kasneje, ostalim mečkem prej, z možnostjo došolanja do konca, pa čisto nisem rabila, jaz sem se rabila došolati samo v trenerskem poklicu, potem z neke vrste iskanjem službe, ki niso bili glih toliko, ampak so probali, ne. Ampak večinoma si pa sam sabo. Recimo v tujini, kaj se dogaja? Tiste sponzorje, ki imaš, vsi ponudijo neke vrste službo, ne, tem športnicam. V Ameriki pa itak si heroj, če si med prvih v finalu, te nosijo po rokah. V bistvu tudi jaz sem takrat 3 službe imela ponudbo, ampak se nisem odločila, ker imam raj Slovenijo. Saj biti že olimpijec je velika čast, ne, v marsikateri državi.
Kaj pa športni novinarji ali pa športni funkcionarji? Verjetno tudi posebna zgodba, ne? Premalo je žensk v športnem novinarstvu, to definitivno, to sem opazila. V tujini jih je majčkeno več, no, to sem videla. Se mi zdi to kar neka moška domena, pa ne vem zakaj ne. Kar sem opazila, izredno malo je žensk menedžerk. Malo je žensk tam, ko se deli denar, sploh če je to moški šport, ne. Sem tudi delala magistrsko iz te teme, ženske na vodstvenih položajih v športu. Športni novinarji, moram priznati, da do mene več ali manj so bili korektni, no. Bilo je pa veliko iz kakšnega vzhodnega bloka bolj te malo šovinistične opazke, no. Do vseh zgodb, ki zdaj prihajajo ven, kaj so še vse grozote dogajale v drugih, ne, Ameriki ali pa Rusiji, dobro, se nista edine države. Jaz mislim, da bo to še prišel en epilog, no, ko se bo marsikaj razkrila resnica, pa nekako zaprli te rane teh deklet, deklic, karkoli hudega se mi je res zgodilo, ker to ni fer, no, da se jim je dogajalo. Ja, vem, da se je to dogajalo, no, saj od Rusov sem slišala, ampak preprosto so to stvari, ki jih bojo drugi odpirali in zapirali, srečam, ne. Ja. Brigita, teči si začela zakaj? Ja. Zasledila sem beg od sebe. Ja, v drugi fazi življenja sigurno, ja. Meni je bil, v bistvu sem imela presežek energije, kakor se to čudno sliši, no. Ko ne rečem, ko sem bila v bolnicah, mislim, jaz sem več ali manj do 4. leta preživela v bolnicah, več ali manj, ne, pač 2 tedna v bolnicah, 1 teden pri mami. V bistvu sem, ko sem prišla ven z bolnic, sem se približno ukrepila, jaz sem imela res presežek energije in to je dostikrat rekel Gorevc, ki nas je vozil na astrologije, da je vedel, koliko imaš potenciala tisto leto glede na vzvezja in vse. Da športnik, vrhunski športnik nujno mora imeti presežek energije. To tudi danes opažam, ker delam pač ene terapije svetlobni jezik, grem v telo z dovoljenjem staršev, najstnika in skozi zaznam presežek energije. Se pravi, to je kot ena dota tega človeka, ki jo nosi s sabo. Ne boš mogel z običajno energijo biti vrhunski, saj jaz mislim, da ne, no, lahko, da so izjeme. In potem je še delo. V drugi fazi življenja je bil neke vrste beg pred Brigito iz bolnice, o kateri sem opisovala, ne, se pravi vedno, ampak Brigito iz bolnice z tega vidika sem hotela dokazovanje, še več medalj, še več trenirati, ampak to ne moš, telo se tudi stroši nekega dne, ne, govorim tudi za druge športe, ne samo moj. Dokler nekega dne ni bilo dovolj, sem rekla, jaz si želim normalno življenje, kot imajo bivši sošolci, sošolke, družine, zakaj iz tega ne morem imeti, ne, kaj delam narobe, bom zdaj letala po svetu do 50. leta, ali kaj. In potem sem odšla iz športa počasno. Kdaj je bil tisti klik? To je bilo, konec kariere je bilo 2009, mislim, da se je začel rahlo po Vukovi smrti 2006, ampak takrat mi je res moj dragi mož pomagal, da sva našla oziroma je on našel novega trenerja. Takrat bi gladko lahko nehala, ker sem čutila, da je še drugi vrh se obeta in potem je bil. 2007 sem pa res rekla, zdaj pa dovolj. Zdaj sem pa res dosegla vse, kar je možno, razen mogoče olimpijske medalje, ampak so what? Imam pa 3 deklice in to so moje olimpijske medalje, ne, to je to. Ja, seveda, Ja. življenje je življenje in 4. mesto zunaj Slovenije je veliko Ja, vredno na ja. olimpijskih igrah, tako kot medalja, ne. Ja, točno. Ja, dajva še tisti preskok na eno temačnejših obdobij tvojega življenja, poporodna depresija, ki je sovpadala tudi nekako s tistim obdobjem po končani karieri, ne. Kaj se je dogajalo? Ja, zanimiv. Depresija, jaz vedno vsakemu rečem, ker vem, da je tega zelo veliko zdaj v Sloveniji, sploh po 2-letnem obdobju, ko smo bili zaprti, stisnjeni, ne. Tudi žal med najstniki. Depresija je učiteljica, ni nekaj tragičnega se zgodi res, ali pa tele izgorelost, ali pa podobno bolezni, ali pa te, kako se reče, ko je zelo fibromialgija, kako se že reče tem boleznim, vse, ki so avtoimune bolezni. Ja, to so vse neke učiteljice, ki ti kažejo, lej, pri meni je bilo, jaz nisem šla več prave poti. Moja pot ni bila, da še nadaljujem z dokazovanjem, ampak je bilo, vstav se, pa poglej, kdo si. Jaz sem res nalagala masko na masko. Tako, kot mi dostikrat rečemo, hollywoodski igralec, ne, koliko je fajn njim. Ne, njim fajn. Sem tudi ene dva spoznala.
To je maska na masko, ker moraš skozi se smehljati in biti pred kameram. V bistvu preveč te ljudje rabijo, ne? In to vzame tebi velike energije, ne? Tega se ne zavedaš. Ampak jaz sem to z veseljem delala, ker to je bilo moje poslanstvo dolga leta. Potem pa nekega dne rabiš mir, tišino, družino, ki si ustvariš, svoje okolje, ne rabiš več medijev in vsega, ne? Kljub temu, da so del tvojega poklica bili prej. Meni je prav pokazalo, da je te tvoje skeletone dej ven, ki si jih toliko časa tlačila, dobesedno, vse bolečine, čustva, travme, ki si jih doživljala, se pravi vse tisto, kar so mi tudi trenerji ali pa birokrati največkrat to, ne moreš, ne smeš, kljub temu sem čutila, da lahko, ampak so mi zvezali krila, da nisem mogla nekaj udejaniti, ne. Dostikrat bi lahko, pa ni bilo možno zaradi določenih pravil njihovih, ne. Jaz vedno rečem omejenih pravil, ampak pustimo, oni imajo svoje mnenje, ne, to je to. Tako da depresija mi je pokazala, kdo sem. Mogla sem se raztreščati na 1000 koščkov, res, hvaležna sem vsem ljudem, ki so takrat stali ob meni, hvaležna sem vsem, ki so odšli, kar so bili večina ljudi res, vse tisti navidezni športni prijatelji, prijateljice, v bistvu me je šokiralo, ampak danes sem toliko hvaležna, ker toliko lepih, čudovitih duš prihaja v moje življenje, in res z njimi tudi delamo določena dela, ne, tudi za dobro vseh nas. Mislim, vsak na svojem področju, ne, eni samooskrbni, eni energijsko, eni pač v institucijah delajo dobra dela. In depresija ti da en stavek, ne moreš več iti to pot, ki si, kdo pa boš, pa ne vem, odkri sam. In potem lupaš čebulo za čebulo, kar sem ogromno ponavljala v mojih postih in je zelo boleče in veliko jokaš. Mož mi je na začetku ni stal ob strani, ker ni vedel, ker je mislil, da itak se delam, da imam depresijo, še sama nisem vedela, potem je ogromno stal ob strani. Pol so tudi počasi starši, na začetku sem bila pa sama, edina, ki mi je verjela, je bila moja teta, 80-letna, rekla, Brigita, jaz sem to isto šla po vojni čez. To je kot nek preskok iz ene oblike, se pravi vojna je bila nasilje, greš v drugo mirnost in niti znano, jaz pa iz unga norega vojnega obdobja, jaz rečem vrhunski šport, kar je, vrhunski šport je res gladiatorstvo, to ni lahko in vsak mu rečem, če misli kakšen otroka dati v to, naj ga res opolnomoči z vsemi znanji, kaj jih jaz nisem imela, vse, kar je potrebno okrog, ne, sploh pa menedžerji in podobno. Tako da jaz sem danes zelo hvaležna za mojo depresijo, ne bom rekla, da sem si jo priklicala, pa če je mogla priti k meni, da sem določene stvari spoznala, ko sem spraševala druge športnice, ogromno depresije, ampak ne povejo o tem žal, sploh med moškimi športniki, marsikdo mi je tudi to povedal, med zelo znanimi našimi športniki, pač grejo v delo in grejo dalje, v ta workoholizem, ne. Jaz sem vedela, da več dela bi me ubili, ker moje telo nikoli ni bilo izredno močno, tako kot ostala telesa. Ja, in tudi priznam, sem razmišljala o samomoru večkrat, ampak sem čutila, da me, prvo, da me otroci ven vlečejo, drugo pa, da nekaj lahko še dam, no, ne znam razložiti, karkoli to je, pa tudi če je 1 promil, kar lahko daš. Verjetno si v tem obdobju opravila tudi s perfekcijo, s perfekcionizmom, ne? Zelo. Mama mia, že prva zdravnica, ki mi je dala diagnozo, sem ji bila ful hvaležna, je rekla, gospa, vi ste toliko perfekcionistična, da to ne gre v normalnem življenju. Jaz, kako da ne gre, vse mora biti po regelcih. Ne gre. Ja, ampak optimizem si ohranjala, Ja. kje si ga črpala, omenila si otroke. Ja, družina, dobesedno družina, čeprav na začetku res kaotično je bilo vse. Mogla sva nastavljati temelje, partnerstvo, potem družinske temelje, finance so šle v maloro, pač nekaj imaš privarčevan, ampak če nimaš dobrih praks, gre vse v maloro. Pač to je val, se to vsi rečejo, ali imaš izgorelost, je isti val, ne. Potem me je zelo šokiralo, ker kar naenkrat ni bilo nobenega od tistih ljudi, ki so prej obljubljali službe, ne, ampak res obljubljali tako močno, Brigita, poklič me, kadarkoli želiš, ne, kar verjetno vsakdo med vami imel kakšne take, ne samo v športu. To me je res prizadelo in nisem vedela, kaj naj s tem, sem rekla, pismo, 2 faksa imam, kaj nekaj narobe delam, mislim, ful dobre ocene, se pravi, nekaj sem zgrešila, ni to, kar nam družba podarja, da je pomembno, ampak je nekaj drugega, ne, in to sem mogla odkriti, no, v bistvu, kdo sem na novo, kaj sem, kaj prinašam sebi in drugim, pa kaj je moje poslanstvo, kaj bom sploh delala v življenju, to je to.
In predvsem si se poslušala, intuicija je Ja, zelo ja. pomembna pri nadaljnih odločitvah, ne? Zelo, ja. Kako slišati sebe? Ja, res vprašanje, v našem svetu bi rekli, velika monetarna vrednost v zadju njega. Jaz bi res vsakmu svetovala, kar tudi na delavnicah govorim, dajte prevetriti trenutno področje, ki vam šteka v življenju, lahko je to karkoli, lahko so to odnosi, lahko so finance, lahko je poslovni del, kariera, ampak eno se lote. Pojdite pogledati vzorce, ki jih prenašate medgeneracijsko. Jaz sem to ogromno delala, postavitve družine, dala v akcijo, se šla pogovarjati z mamo, kar je bilo izredno težek proces, ker starši se ne odprejo kar tako, ker so generacija, kjer se ni govorilo o čustvih, tudi niso znali povedati, rad te imam in obratno. In to vse zapiraš. V bistvu takrat se ti začne res odpirati, no, te zaznave čutne. Jaz imam skozi več stranke, rečejo Brigita, ko sem začel čistiti znotraj sebe. Jaz sem kar naenkrat čutil ljudi po ulici, ne, ravno zdajle sem imela enega gospoda, skozi bolj se odpira, se pravi, intuicija ti pove tudi, katero hrano jesti. To že tako v športu izuraš, ampak še bolj se odpre. Se pravi, da veš, kaj je podporno tvojemu telesu. In potem avtomatsko ti tudi možgani bolj delajo, ne? Boljše odločitve sprejemaš. To je vse povezano. Jaz vsakmu rečem, imamo en tak mehanizem čudovit znotraj telesa, če bi se zavedali, da si zdrav, da se že zdrav rodiš, kakšen dar je to, kaj šele žal nam dajo vse te nalepke, moraš biti to, moraš biti tu, perfekcionizem, to je vse skregan z logiko. V bistvu že, da si tukaj si en tak velik dar, res. Vsak. Je težko zdravo živeti v današnjem svetu? Zdravo živeti to pomeni, da se dobro počutiš, da si srečen, vesel, zadovoljen, Ja, hvaležen. zelo gremo v globine, kaj vse je nam neomogočen tudi, ne? Nimamo ampak- res čiste vode, kot bi hoteli, ne? Kakšen je današnji svet? Ja, res zanimiv. Jaz včasih mojim otrokom rečem, ko so res take izpraševalke in močna ogledala obema nama, daj poglej mogoče to, kar vidiš v šolah ali pa v neki ureditvi zunaj, obrni okrog, a ti to bolj resonira. Ali pa svoje najdi, ne? Če ti tako ne resonira, obrni, pa začuti, ne? Pa najdi svojo pot. Ja, ta naš svet je res, jaz mislim, da veliko stvari smo dobili iz pravljic, to je ena zadeva, ki so kvazi pravljice, jaz sem res bila velika bralka, še zdaj sem, vmes pač 10 let ne, zdaj sem spet o princih na belem konju, o teh iluzijah, ne, Disney ogromno iluzij sporoča in vse to zdaj odpada. Potem ogromno se medgeneracijsko prenaša in če si ti od staršev dobil, da moraš garati trdo delati, kar večina nas je, ne, kje boš čutil tukaj hvaležnost za kakršenkoli doseg? Jaz sem se mogla dosežek. Jaz sem se mogla naučiti proslavljati. Jaz sem šla v en poslovni klub z enimi ženskami, kjer smo imeli vsak teden proslave. Me je bilo to totalno neznano področje. Da se veselim, recimo, da sem sklenila en deal s stranko, to je samoumevno, ne? Ampak ne, mi moramo se naučiti proslavljati, ker to si celice zapomnejo in še več bo takih darov prišlo v tvoje življenje. Pol, da ne rečem nadgradnja zadeva, dvigovati vibracijo, za kakršenkoli projekt se odločiš. Kako boš ti nekaj si želel promocijo v službi, če ti vibriraš, to mi ne pripada, nisem dovolj. To so te osnove, ne, ki smo jih dobili naložene po predniški liniji. Zato se vedno šalim, plemiči, aristokrati, kraljevine, oni vejo, zakaj so se poročali med sabo, ne, ker gre to v celičnem spominu, vse to, ne, vsi mindseti, znanja naložena, oni vejo, da iz tega bogatstva bojo samo še kreirali več, mislim bogatstva vseh, se ne mislim samo monetarno, ne, tudi preko žrtev. In mi se moramo to naučiti, v bistvu, kaj nam je pomembno, a nam je pomembno, da ohranimo to naravo, kar je tudi meni zelo pomembno, ker ta svet je šel malora dobesedno, jaz sem bila lani na projektu v Dubaju z eno ekipo, se pravi Rico Knauf Isolation pa Sophia Academy, kjer sem coachinja. In je mlajši ljudje, ki so bili tudi tam, ki so hodili na Expo, naši Slovenci in tudi so rekli, mi se bojimo, kakšna naša prihodnost, a bomo sploh še lahko plavali v oceanih, ker ste 3 generacije vse zafurali zdajle, ne, dobesedno, zdaj ne vem, kjera je, ampak rečemo 3. Ampak to določena procent ljudi samo zafurali, ki hočejo imeti vse moči v rokah, ne.
Tudi hrana bi bila lahko bistveno boljša, če ne bi bilo vse živo s kemičnimi dodatki not, ne. In tukaj mi lahko veliko naredimo na sebi, predvsem pa, da probamo živeti v sožitju z naravo, no. In ne kupovati stvari, ko so zastrupljene dobesedno. Jaz probam jesti in vsi v družini skozi bolj ekološko. Mislim, že tako nekaj let, ampak skozi bolj sem natančna, kva jem. Malo jem, ampak kvalitetno, no. Ja, človek bi Koliko kar sem govorila, ne? poslušal, ne. Eno je, da se sam spraviš k raziskovanju samega sebe in iščeš tudi pretekle vzorce. Veliko lažje je, če imaš podporo kakšnega strokovnjaka. Spomnim se, pred leti si mi dejala, da tudi ti zato greš k strokovnjaku, ker ti prihrani 6-7 let življenja, da Ja. hitreje prideš do kakšnih zaključkov in delaš naprej, ne? Ja, v zadnjem času velikokrat dam na svet, v zadnjem času šele kaj mož rekel, Brigita, nehaj s temi delavnici, nehaj s strokovnjaki, to je iskanje vedno nečesa, ne? Tudi to je neke vrste odvisnosti, se temu rečem. Res rabiš na začetku, ker jaz z mojim omejenim umom v depresiji, jaz, če ne bi najela ene za hipnozo, pa pošiftala tiste najhujše vzorce, ki so me vlekli dol v smrt dobesedno, jaz ne vem, če bila danes še med živimi in to včasih rešuje življenje, ne. Pa veliko je lastnega dela. Dej, bodite pozorni, ko se odločite za strokovnjaka, prešpara lahko 10, 20 ali pa 30 let, ena session. Fajn je, da najdeš prave terapevte, terapeutke. Jaz jih imam že celo listo, ki mi stranke dajo in tudi mojih, tako da če kakšen hoče, lahko pošljem vsakmu. Še več jih je v Sloveniji. Mi smo res ena zdravilna država in to šele ugotavljam nekje 6 let nazaj sem začela. Slovenija, ne? Ja, Slovenija. Veliko je zdravilcev, zdravilk v vsakršnem smislu. To pomeni, da samo delaš z energijo, ampak lahko si zeliščar, lahko si človek, ki držiš prostor. Recimo v šolstvu sem imela takih, ki držijo prav steber luči, jaz temu rečem, in jih rabijo otroci, ker je toliko tam, ko ne rečem, velikih je nevidenih otrok, tistih, ki so zelo senzitivne duše in zdajle nam ful sporočajo, res, ki se noče učiti. Tudi mi imamo eno tako doma zdaj. Ampak taki učitelji se rabijo tam, ne, da držijo prostor, s temu rečem. In ko greš k terapevtom, terapeutki, Ugorjec bi tako rekel, ne, na tvoje stopnje vibracije boš šel. Jaz sem tudi 2 dobila, ki sta me izredno izčrpavala in finančno in psihično in energijsko, ampak sem rabila lekcijo, ne. Nič ni narobe, če kakšnega fališ. Ampak pol se boš izuril v zaznavah in boš vedno boljše privabil v svoje življenje. Jaz na leto res ne hodim več veliko, ker veliko sama sem se naučila, ker so me oni naučili. Vsak denar vložen v njih je šel tudi za najine otroke, ker jim vse ta znanja devam naprej, no. Tako da te otroci, ki hodijo za nami, večina jih imate, bojo res čisto drugačni, no. Zaznavamo jih že zelo energijsko drugačni so. To so v bistvu otroci polni ljubezni, res, to je čisto druga vibracija in se res upirajo zdajle tem sistemom našim, ki smo Tudi jih mi postavili. šolskemu, ne, verjetno? Ja, šolstvo, potem njihovi starši odhajajo iz ustanov, kot so, nisem samo jaz, ampak tudi druge terapeutke razlagajo, kot je zdravstvo, sodstvo, kaj še potem bančni sistem, ne morejo več, ker jih telo jim že odreagira, no. To pomeni, da je potem zadnji klic pejti na svojo pot ali pa zameni nekaj zaposlitev, ki ti bo v redu, da ti ne bo telo odreagiralo. To so vsi znaki. Tako da ja, ful se bo spreminjalo, no, in včasih rabimo tukaj, Slovenija bo kot, jaz jo vidim, no, eni rečejo, Brigita, ti si skozi optimistična, mi smo že vsi pesimisti ratali, ampak jaz jo vidim kot eno zdravilko med drugimi državami, ker je tudi zemlja izredno zdravilna. Jaz, ko grem na točke, skozi bolj čutim, nisem še čist tam, ampak skozi bolj čutim drevesa. Pred leti sem brala knjigo o slepem človeku, ko je šel prvič v gozd in so rekli, počakaj, da ti drevesa spregovorijo. Sem si mislila, kaj, o čem to govori ta, ne? No, ko ti enkrat drevo spregovori, ko delaš obred, jaz sem ga v šamanizmu prvič 3 leta nazaj, je, o moj bog, res. Ko čutiš živali, recimo, sam domače, je ta drug, o moj bog, ne? Ko dosti jih čuti živali, ampak drevesa je spet drug znak, ne? In vse to se nam zdaj odpira. Nismo edini.
Vsi imamo to. Samo čas je, da določene zadeve prečistimo znotraj, ti koncepti, ala perfekcionizem in podobno, kakšne težke zgodbe, ki jih ima vsak, in boš dal prosto pot, da to pride na površje. No, to je to. Ja, posebno izkušnjo si imela tudi z delfini, pa z eno posebno rastlino, ne? Ja, Tako delfini kot rastlina so ti pokazali Mhm. marsikaj, kar se dogaja na tem svetu. Lahko Ja. deliš še to? zelo, ja. Delfini imajo posebno vibracijo in ko sem brala, mi je bilo zanimivo, ne? Takrat, ko ste bili na čolnu, ko je vaš vodič rekel, da delfini pridejo v bližino ljudi, ki imajo pravo visoko vibracijo, Ja, ne? In ja. takrat ste jih imeli polno okrog sebe. Ogromno. Jaz tega nisem vedela nič o delfinih še 2 leti nazaj. Res. Potem meni se veliko stvari zgodi v sanjah, me kliče kot sporočila. Se marsikdo ima, ampak moraš vedeti, kaj je tvoj kanal, ne, fajn. In mene so v sanjah klicali, pridi, kot igrali so se, okrog mene so plavali. In sem to možu razlagala, meni so zmešali, vsak dan sanjam te delfine. Potem sem šla v center Carnion, so me dali na nek stol, kjer je alfa vibracija in spet še kice je pripeljal. Sem rekla, kaj je to sporočilo, ne? Potem sem enkrat dala na Facebook, a mi lahko kdo razloži strokovnjaka za delfine ali kite, karkoli. In pol tako, Jan Lemuri, Slovenc spet, ki živi v Ameriki. Ne, In rekel. doma je Škofjeloke, ne? Ja, in Škofjeloke, 2 bloka stran, oni živijo v bloku, mi v hiši in jaz tako, kaj, ne morem verjeti. Se pravi, ni na ključi, ne, samo k te nekam pot vod. In jaz sem takrat, sem se odpravila na Azore, res, rekel, ne pravi čas. Imeli smo eno težko tudi preizkušnjo v družini, mož je imel, ne, ampak mene so poklicali, pač je bilo situacija v situaciji. V bistvu, ko smo dvigovali vibracijo, je bilo tako z meditacijo. On je pel tone, jaz sem se čudila, kakšne tone. Zdaj, ko odpiram svojo grleno čakro in hodim k učiteljici petja, rekla, nikoli ne bi jaz to delala, ampak hodim, ker me je poklicali. S toni, z glasom je močna vibracija in ko se ti kot skupina povežeš, oni te preberejo že iz čolna in ko skočiš v vodo, to je bilo 2 milje globoka voda, pod Pikotom na Azorih in če ti imaš to egoistično naravnanost, jaz grem za njimi, pa jih bom lovil, se bojo razpršili. Noro, jaz sploh nisem mogla verjeti, da res tako delujejo. Prišli so tudi risoti, jaz rečem, totalna moja energija risotov, mislim, moja energija, znana energija, ne znam razložiti, taka aristokratsko-kraljevska, jaz temu rečem, oni so pravi aristokrati na planetu Zemlja, ne to, kar imamo mi, te družbene ureditve, jaz rečem, whatever, ne. Vsi smo jokali, no, ko so oni prišli, ta krmar je rekel, da jih še ni videl letos, ker so izredno plašni, to so taki lepi delfini, riso so, R-I-E-S-O, ki, ko so prišli na površje, zamrznete v času, v bistvu te dajo alfa valovanje, to je nižje valovanje, kot smo mi zdaj navajeni, mi smo recimo v beti, neke vrste sproščenost in ti sam dajo transfer tvojih informacij, kar moraš dobiti. In vsak je dobil ljubezen, pa še nekaj drugega, kar je potreboval. Ne. Jaz sem recimo skozi dobivala, radi te imamo, ljubljena si dovolj, vsi smo to dobivali, no. Pri meni je bilo potem še, nehaj se obremeniti za malenkosti, še vedno se preveč obremenjujem za malenkosti. To res vsakmu skozi razlagam, še vedno sem v procesu, ko grem dol iz malenkosti, ne. To je proces, ker sem bil tako naučen, navajen, ne, od staršev, od šole, od družbe. In oni na koncu zadnji dan so nam dali najlepše darilo. Ne glede, kaj ste delali z nami, ne, čez generacije in generacije, ki so jih ubijali, pustimo to za hrano, ki so rabili, ampak zdaj, ko sploh ne veš, zakaj to delajo še, oni imajo toliko visoko vibracijo, če bi se ljudje zavedali, ne bi jih niti ujetništvo več devali, kaj šele za hrano imeli. Kite še vedno pobijajo, mislim, da na 2 točkah na Zemlji, Islandija pa Japonska, če ni še kakšna zraven. Ker so knjižničarji zavesti, v bistvu imajo vse shranjen v sebi in ko ti vibriraš, dobiš ta transfer informacij. Če si ti na začetni stopni, dobiš začetno stopno, kar je tudi ogromno. In veliko ljudi, ki sem jaz imela live iz Azorov, so začeli plavati z delfini, na Hrvaškem je najbližji, potem Egipt je ta drugi najbližji. In sedaj so rekli, koliko so jih letos videli več v morjih, ki so skakali ob ladjih. Prav pisali so meni tudi. In oni so prišli nam določena znanja zbuditi, no, dobesedno, jaz bi rekla zaznave, intuitivna znanja, ki jih tudi nosimo v sebi. Tako da so, oni predstavljajo ljubezen, joy, igrivost, pa da se ne obremenjuješ toliko, no. Ja. Kaj pa izkušnja s
Ja, tako je. Ajuasko. Tako. Ajuaska je res ena, jaz temu rečem sveta medicina, ki je ratala zdaj neverjetno popularna v Sloveniji zadnje 2 leti, ampak popularna v tem smislu, da ima že v negativo gre. Je halucinogena, če sem prav rekla. Ja. Prepovedana, saj kakor vem, je v evropskem prostoru, ampak veliko ljudi jo uporablja za določene uvide, ne, vedenja. Ko popiješ ajuasko, ne moreš se skriti dobesedno, takoj ti pokaže, kdo si, kaj si, in dostikrat pokaže tudi poslanstva. Jaz, ki sem bila na tisti To ravni, vsakemu ali moraš Ja, biti dojemljiv vsakemu. za to, da vidiš? vsakemu. Recimo tudi ljudje uporabljajo se jo še zdaj za heroin odvisnike, prav za njih, jih zelo zdravi, ker jim v bistvu pokaže ozadje tega, njihovo sebstvo, bi rekli, preden so šli oni drogo, kaj so, kot duša, ne. In ko enkrat to začutiš, pa vidiš, ali pa na nek drug njihov kanal, ne moreš več jemati droge, ali je pa pol zmanjša. Se pravi, tam rabijo večkratno. Zakaj so jo prepovedali? V alternativnih krogih bi rekli preveč, po eni strani je šla preveč v rekreativne zadeve, mislim, saj kar v Sloveniji zdaj berem, to je dio pamet se razširili, tukaj moraš biti izredno previden, kakšnemu šamanu greš, šamanki, poleg tega, kakšni ljudje hodijo, ker vse vibracije čutiš, tudi na nezavednem nivoju, ne, vse čutiš zraven. Veliko je, ker si ti odprt, jaz rečem odprt kot čebula, veliko je včasih od šamanov sugeriranje informacij, ki si ne želiš, ti rabiš to v tišini sprojicirati, ne. Recimo, ko greš v Peru ali pa Bolivijo, večina dobrih šamanov to popiješ in celo noč te ni, oni te samo pogledajo, nadzorujejo itd., ne. Pri nas je to vse živo rituali, vse živo sem doživela. Ampak jaz sem bila vedno navajena, se zaprem, jaz si naredim tak ščit in sem predelovala svoje zadeve, ne glede, kaj so oni imeli rituale, jaz jih nisem udeleževala, ne, ker sem svoje stvari šla pogledat. Ja, vsak začuti, veliko mojih strank je šlo, pač Henoks sem ga spoznala, ene so imele slabe izkušnje, ene izredno dobre. Moraš biti pripravljen, da potem v akcijo speleš, no. Tukaj ni, da nekaj popiješ, pa potem, ker tudi zelo deluje na telo, mene je pozdravljal, lahko pa tudi na slabo deluje, ne, tudi na tvojo psiho itd., če ni integracije potem, ker dostikrat je ni, zato sem rekla, je pomembno, kako je ta obred. Definitivno bi pa tukaj nekaj rekla, ti ne moreš biti se vklicati za šamana, če ni to tvoja rodovna linija. Se pravi, v gozdovih to delajo ko se rodi otrok, je dedi bil ajuaska ali pa še druge rastline, ki jih imajo, ne, njihov pragozd je market, koliko imamo mi lekarne, imajo oni market tam, zdravilo in vse. Ne moreš ti to se naučiti, to prihaja iz roda v rod. In dosti teh je samooklicanih, tudi v Sloveniji, in to meni ni všeč, ker se je res razpaslo. Ampak se vsak človek, tudi če fali šaman ali pa šamanko, jaz rečem, bo pa tukaj lekcija, nekaj se boš naučil, ne spet. No, zanimivo mi je bilo, večkrat si to preizkusila, ne. Tista zgodba, ko so ti naproti prihajali ljudje z obrazi, ki so se spreminjali v kos pake, ne. To je pomenilo, da je treba odrezati, ne, te odnose. Ja, groza. Včasih so se stvari pokazale, ki jih nisem želela videti, no, res. Jaz vidim stvari pri ajuaski, mislim, tudi vidim stvari v telesih ljudi, pač če pridejo k meni, ne tako, da bi rekla zdaj na cesti, ko se zaprem. In je v bistvu tako bilo, da so bile spake v obliki barakut, tele, ne mumije, jaz rečem, mumija je lepa, proti njim izgleda, ne. Res ogabni stvari, ampak ne ogabni vizualno, energijsko. Prav tako nalepljena energija, ki si jo videl na ljudeh nalepljena. Na ljudeh, ki jejo, zdaj bom rekla tako ful grdo, cel dan McDonald's food recimo, ki jim niža vibracijo. Ta hrana ni podporna človeku in celice znižajo, jaz rečem si, vibracijo in avtomatsko se nalepijo potem gor. Saj neke kamere so tudi obstajale, sem gledala, sicer ne, to res skačejo kot entitete. Jaz tudi prvič toliko sem, Gorevc mi to razlagal, nisem verjela, ampak potem sem sama imela te izkušnje, ko sem čistila te spake dol. Potem ogromno je tega v določenih finančnih lobijih, res kar slabo mi je bilo. V bistvu jaz sem tisto noč res veliko en čeber ti dajo, sem ful bruhala, pa res redko sem bruhala na ajuaski. V bistvu sem predelavala moje travme iz prejšnjih življenj in travme kolektive, no. In potem je bilo tako sporočeno, to moraš povedati ljudem. Kako naj to povem ljudem, da to obstaja, ne, mislim, jaz nisem hotela te matrice videti. Cela matrica se mi je razkrila, no, kako deluje svet na planetu Zemlja.
In ko sem se spraševala, zakaj, očitno sem mogla, no, da razumem določene zadeve, ki se zdaj dogajajo, no, zadnje 3 leta, Ja. 2 leti. Ja. Manipulativna bitja se hranijo, ne, s Ja, z strahom energijo ljudi. in To. trpljenjem, ne. Ja. In v bistvu te srkajo, dokler ti ne zvišuješ vibracijo. Zvišuješ jo pa tako, če si ti v odnosih tudi, eno je hrana, v odnosih, ki si zamrljiv, jezen. Jaz, ko sem bila jezna, na čunga sem imela cel kup zadev nalepljenih na sebe. Potem zamere, ki jih nosiš leta in leta s sabo. Mislim, meni je bilo to neverjetno občutiti, ne videti, občutiti. Potem, ko se ti dol devaš, s tem rečem, ne? Recimo v službi, želiš si neko napredovanje, ne upaš reči leta in leta, pa veš, da si zaslužiš, da imaš strokovnost, podkovanost, vse, šolanje, in znižuješ umetnost vibracijo, ne? Jaz mislim, da mi je bilo to pokazano zato, da eno, da sporočim ljudem, vse velikim je bilo, ne samo meni, pač na drug nivo so sporočali. Drugo pa, da se ljudje zavemo, kakšno moč imamo znotraj sebe, no. Jaz mislim, da je bilo to, da v bistvu tudi če nekaj ne vidiš še, pa ne občutiš, daj poskrb za svoje telo, to je prvo, no. Pol pa se bojo te zaznave odprle in v bistvu boš samo po teh zaznavah izbiral življenje, no. Ja, in ne bodi suženj, kar sem zasledila tudi v tej knjigi in česar se mnogi ne zavedajo, da so sužnji tega sveta, ne. Ja, ja, in sistemov, jaz rečem, Tako. še vedno. Ampak včasih tukaj ne moreš nič, so ljudje, ki ekonomsko, je samo en starš, ki dela, boš v nekem sistemu, čeprav te obremenjuje, tudi take, recimo, sem imela, ki so hodili k meni. In jaz včasih rečem, daj počasi te svoje darove ven, ker rabiš nekaj za preživetje. Tako je narejen sistem in vsi dvigujemo zdajle zavest, ne. Ni šans, da noben je ne bi. Smo pa kar na enem igrišču, včeraj sem poslušala tole Tejo Wood, ki je v Avstraliji, Slovenka, je rekla, smo kar na enem igrišču z različnimi zavestmi, z različnimi orožji, ful je bil smešen, pa to ne pomeni te orožja, ki smo jih navajeni, recimo vojaška. In v bistvu nekje so pa tudi starši, ki imajo višjo zavest, s tem rečem mistiki, ljudje, ki so že več življenj dali čez in te opozarjajo, lej, to nikamor ne gre, ne morete se kregati, znižuje si vibracijo in samo na slabš bo šel vse svet in odločitve, ne. Tako da smo v eni učni uri, no, sprejemati, tudi če ima zelo različno mnenje, ne, drugega, pa postavljati meje. Slovenija sploh postavljati meje, no, ker smo bili veliko potlačeni. Tema ali svetloba? Ja, Svetloba, ne, ja, zagotovo, svetloba. ampak česa je več, jaz zdaj že Jaz se mislim, tako da gremo obrača, na da je vedno svetlo več plat, svetla. vedno več ljudi je prebojenih, jaz rečem, no. Tema je še vedno obstoječa, ampak preprosto jo te ne zadeva, no, jaz opažam. So še majhni koščki, eno je še veliko drame, no, opažam, ampak so majhni koščki, ki vsake toliko časa te malo razburkajo, da ti, nisem zaspal v udobju, ne, pa greš naprej, ne, to je to. Ja, vsi, ki smo se nekako utelesili na planet Zemljo, smo si dali pogodbo eno, bomo rastli, pač žal ne. Veliko duš bo še zapustili, še letos, no, čutim nekje do 2028, bo tako masivna odhod duš, ker so naredili svoje, no, dobesedno. Veliko se bo pa izredno, izredno svetlih otrok rojeval, kar sem že videla do zdaj pa eni stranki pri vnukih, ki jih bom imela, ki še niso, ampak bojo, ki bojo tako, kako naj rečem, presvetlili ostale ljudi, ne samo vsi otroci bojo vsi svetli, ampak tako noro, kakšne močne vibracije bojo pošiljali ta svet. In oni ne bojo, sploh ne bojo resonirali s temi bullshiti, no, kar so nas upeljali v ta družbeni sistem. Ne vem, delaj 8 ur, pa si rečeš, what? A je to podporno tvojemu telesu? Na dolgi rok ni, ne. Ali pa točno to uro moraš biti tukaj, pa to je tako, ni to, da ti svobodno odločaš svojemu času. To so ti koncepti, ki jih zdaj prevetrujemo na vsak pri sebi. Ja, Brigita, do cilja in naprej, medalje, kolajne, rekordi si rekla, da so za teboj. Ja. Trenutno je cilj kaj? Tvoje poslanstvo, Ja. spremljamo te, veliko smo spoznali danes, kaj počneš, kaj pa naslednji cilj?
Ja, v bistvu nimam kakšnega velikega cilja, da bi rekla, no. Mogoče je družinski velik cilj ali pa, kaj pa jaz vem, mali, zdaj še malo shiftamo naše vzorce, nakup posestva, res malo večjega posestva. Najprej smo mislili hišo, ampak ne, rabimo posestvo za veliko živali, ker ti naši otroci so res čist povezani z živalmi. Tako da mož je preskrbel 2 dni nazaj konja, prvega, mislim, da jih bo še več. Tako da zdaj nas je že 9 v družini, skupaj z živalmi. Družina se širi. Ja, se širi. Jaz sem rekla, rojevala ne bom več, ker je naporno. To je to. Tako da rabimo ne, saj bo prišlo, čutim, da bo prišlo, ko ene stvari še jaz nekaj naredim, no, mož delno, jaz pa še večinsko. In ja, prav čutim neko vrsto svobodo, no. Ta konj, ki je prišel, je izredno visoko vibrirajoča žival. Jaz sem jo prav videla kot dušno pogodbo za našo družino. Že ko je v hlev prišel, kako je on odreagiral z ostalimi živalmi, je bilo meni noro, ker ponovadi se zbockajo konji. Prav tako postavljeno, res, ne, ko vsak zadnji pride v hlev, je niko in ništa, ne, ga tako tretirajo druge živali. Ne, ta je prišel že postavljen, prav nenavadno. In včasih ti živali res odpirajo neke tvoje pomanjkljivosti, ki jih ti nosiš s sabo, da sprejmeš, lej, lahko naredim to, ne. Ja, in jaz nosim iz prejšnjih življenj, veliko mi je bilo odvzete zemlje in tukaj ta vzorec zdaj zapiram, no. Izredno sem imela veliko premoženja, veliko zemlje, ampak vse to mi je bilo večkrat vzeto in preprosto to rabiš zapreti. Če bilo enkrat, bo še lahko, no, tako pa. In take zgodbe in podobne nosite vsi, no, ali pa kakršnekoli nasilne smrti in vse. Potem ne upa si delovati v polni moči. Tako da tudi letos ena velika želja mi je, da končno začnem jaz peti light language, svetlobni jezik. To je intuitivna tehnologija, ki preko intuicije kode jaz vidim, no, svetlobne, lahko bi rekel kot neke like, ki jih narišeš, In ki čemu prihajajo. služijo? V bistvu podprejo človeka na tistem, kar rabi biti podprt. Včasih pomagajo, da se premakneš naprej, včasih sem pomagajo, da imaš manj bolečin. Jaz rečem, nisem neke vrste zdravilka kot bioterapevti, ker sem pač to se šolala, nikoli nisem delala, ampak jaz odpiram po eni strani s kodami meje, kar misliš, že ti nemogoče, no, pa je mogoče. Ampak to po korakih. To ni tako, recimo, ko delam jaz z ljudmi, ki so odlični terapevti. Mi vzajemno delamo, takrat ni samo, da jaz. On nekaj vidi, jaz dodatno in gremo globje in globje, ne. Če nekdo na začetku, mi delamo samo na telesnem nivoju večinoma, ne. Tako da jaz rečem, ne pričakovati diamantov, če si ti začel šele delati na sebi, ne. Tako da ja, o tem se bo še več govorilo v prihodnjih letih. Tudi jaz 2 leti nazaj sem bila malo čudno se sliši iniciirana v ta znanja, ampak vem, da sem jih nosila vedno s sabo, ker so mi že kazali v terapijah, sam nisem si upala delovati, no. In ta znanja in podobna se bojo še bolj odpirala pri vas. Tako da mi noro nosimo enih znanj, starodavnih Slovenci, bili smo zelo močni tudi v Egiptu, to se skozi kaže na terapijah in še nazaj, v Lemuriji, Atlantidi in v izvoru, od samega izvora izhajamo, dosti ljudi. Tako da, ja, to se je zdaj začelo, no, lani se je odpirati začelo. Tako da to je moja največja želja, da do konca odprem grleno čakro, no, ker je ful nekih skranjenih zadev noter. Super, Brigita, najlepša hvala. Res v veselje mi je bilo klepetati Hvala, danes s teboj, pa verjamem, da še kdaj oziroma še večkrat. Ja. Toliko, kar zadeva vprašanja z moje strani.